Lep pozdrav in dobrodošli v novem videu, kjer bomo obravnavali samo altcoine. In to po vašem izboru. Enkrat sem dobil komentar, zakaj spremljam v videih samo Bitcoin, in razlog je čisto preprost. Bitcoin je namreč na kriptotrgu glavni. In večinoma tako, kot se bo on gibal, se bodo gibali tudi altcoini. Ja, res, se najde kakšen altcoin, ki se bo boril proti gravitaciji, ampak to je bolj loterija. In zato kljub temu, da bodo v tem današnjem videu samo altcoini, ne pozabiti spremljati tudi Bitcoina. Namreč Bitcoina kot glavnega indikatorja. Tako ga vsaj jaz jemljem, ker tudi jaz sam večinoma spremljam altcoine. Danes bomo obravnavali 5 altcoinov, tile so Ethereum, XRP, Polkadot, GoCrypto in Theta. Če želite morda, da naredim analizo tudi vašega priljubljenega kovanca, kar komentirajte spodaj pod komentarje. Naredil bom žreb med komentarji in morda bo vaš kovanec ravno med naslednjimi 5 v naslednjem videu. Zato ne pozabite, komentirajte spodaj in rečite tudi svojim prijateljem, naj komentirajo, da bo imel vaš kovanec več možnosti ali pa če želijo omeniti kakšnega svojega. Tukaj na tem kanalu zelo pogosto spremljamo kriptotrg, zato se ne pozabite naročiti na kanal in nastaviti obveščanja, da ne boste zamudili naslednjega videa. Vem, da komaj čakate analizo svojega kovanca in da bi radi skočili v videu točno na njegovo analizo, ampak jaz vam tega ne priporočam. Prvič zato, ker je dobro vedeti, kaj se dogaja tudi drugod. Drugič, ker je video namenjen spoznavanju tehničnih analiz in je iz tega razloga tudi dobro vedeti, kako se kakšen drugi kovanec giblje v ceni. In tretjič moram tukaj še poudariti, da je to pač samo moje mnenje. Nikakor ne priporočam trgovanje na podlagi teh analiz. Vedno morate predtem narediti svojo lastno raziskavo in analizo. In še enkrat, četrtič, zelo pomembno dejstvo, ne pozabiti spremljati Bitcoina. No, Bitcoin je v teh dnevih zrastel, altcoini pa zgledajo, kot da so malček sramežljivi. Poglejmo, kaj se dogaja. Predlagam, da kar začnemo in se potopimo v grafe. Smo na Ethereum tedenskem grafu. In kaj najprej opazimo tukaj? No, najprej se meni pade v oči ta kanal, ki se nam riše tukaj. Sam malček, da vam ga izrišem. Sem zdaj šel kar mimo. Še malo popravimo. Tako. Okej. Torej imamo ta kanal in pred njim, kot vidimo, imamo rast. Ta rast lahko pomeni, da imamo tudi drog in da lahko formiramo bikovsko zastavo, tako da dajmo pogledati. Ja, in če izrišem drog, dobimo ven bikovsko zastavo. In kako izmerimo možno tarčo bikovske zastave, to smo že večkrat prikazali na tem kanalu, pa dajmo še enkrat. Tale drog skopiramo in ga prilepimo na možno točko preboja. Možno pravim zaradi tega, ker preboja še nimamo. Recimo, da bomo prebili nekje tukaj. Zdaj, tukaj je prišlo do enega heca pri patronih, ker očitno sem bil malček utrujen, ko sem pisal tisti post. In sem najprej napisal, da naj bi prišli do tam nekje 18-17 tisoč. Očitno sem bil malček utrujen in nisem dobro gledal. Potem me je pa en patron opozoril, da ta tarča ni 18 tisoč, ampak je 118 tisoč. Tako da neverjetna tarča. Ampak preden se vam začnejo cediti sline, naj vam povem še to, da ta vzorec se zdaj formira že od 16. marca 2020.
Torej, formira se že 2 leti in to govorimo o res dolgoročni naložbi. Govorimo o letih. Do sem gor ne bomo prišli, če bomo prišli, ne bomo prišli iz danes na jutri, ampak govorimo o letih. Seveda pa ne bo nič od tega, če se ta naša bikovska zastava invalidira. Ker se je tudi enkrat že zgodilo in to prav pri Ethereumu, ampak na dnevnem grafu. Tedenski naj bi bil zdaj malček bolj siguren, zato ker naj bi bilo manj lažnih signalov. Tukaj znotraj tega vzorca smo imeli pa medvedjo zastavico. Malček, da vam jo izrišem. Ki smo jo tudi že prebili. In tudi sicer s kar očitnim volumnom. Tarčo pri zastavici dobimo na podoben način, oziroma kar na isti način. Izrišemo drog. Tle dol. Ja, skopiramo in povlečemo na mesto preboja. Torej, če se izvrši tale medvedja zastavica do konca, potem definitivno izgubimo tole bikovsko. To bi imeli tarčo nekje do $400. Kar se upada tudi s to mejo tukaj. Tako da moramo zdaj vsekakor spremljati tale kanal. Očitno hodimo zdaj malček testirati nazaj, ker znamo biti zavrnjeni. In če smo zavrnjeni, kako se bomo obnašali tukaj na tej spodnji meji. Trenutno se nahaja na nekje 800. Če se od nje odbijemo, potem vse ok. Ta bikovska zastava se obdrži in še vedno imamo možnost tiste tarče tam od zgoraj. Če jo pa izgubimo, je potem te pravljice konec in nas čaka tarča pri $400. Naslednji na vrsti je XRP. In tukaj takoj opazimo odporno cenovno linijo. Bom to kar sproti risal. Torej imamo odporno cenovno linijo. In od spodaj imamo podporno cenovno linijo. Tako, in kaj nam ti dve liniji izrišeta? No, to je padajoči klin, ki je bikovski vzorec. Malo me sicer skrbi tale naraščajoči volumen tukaj, ki naj praviloma ne bi smel biti, ampak zaenkrat kaže, da bi se znal lepo izvesti. Pa izmerimo še možno tarčo. Če dobimo preboj navzgor iz tegale vzorca. To kažem, kako se dela tudi v ta najnovejšem tutorialu. Recimo, da imamo preboj nekje tukaj. In dobimo tarčo na okoli $1,37. To je morda kar razočaranje za marsikoga, ki misli, da bo Ripple poletel med zvezde, ampak prva naloga Ripple zdaj je, da osvoji svoje stare vrhove. Svoje stare vrhove, ki jih v prejšnjem ciklu ni. Šele potem se lahko pogovarjamo o novih vrhovih. Če vam je všeč ta vsebina, naj vam povem, da na Patreonu še pogosteje objavljam. Tam lahko že za €5 na mesec spremljate moj dnevnik tehničnih analiz, kjer spremljamo ne samo kripto, ampak tudi delniški trg, nazadnje smo tudi nafto, zlato in srebro. Potem je še višja stopnja, ta je za €10 na mesec, no pri tej si lahko predčasno ogledate posebne videe, kot so na primer tutoriali. Te si lahko predčasno ogledate kar 2 tedna pred ostalimi na YouTubu in brez reklam. In zdaj sem še dodal video dnevnik tehničnih analiz. To so videi, kjer bomo spremljali kriptotrg in delniški trg in tudi ostale trge v manjših časovnih intervalih. Tukaj boste točno videli, kaj jaz gledam in spremljam. Denar, ki ga dobim preko Patreona, vlagam naprej v video vsebine, predvsem v njihovo kvaliteto. Recimo za tutoriale sem kupil prav oblikovan slideshow, ker jaz nisem lih neki dober oblikovalec.
Kupiti je treba razne movie klipe, glasbo, slike in potem seveda ostaja še vlaganje v opremo, da bodo videi čim bolj kvalitetni. Tisti, ki že poznate ta kanal, po mojem, da vidite, da res kar delam na kvaliteti, tako da hvala vam, hvala vsem patronom. Zdaj je Patreon še nadgradil svoj sistem plačevanja, tako da ni več plačevanja na vsakega prvega v mesecu. Ker prej je bilo kar smotano, recimo, če ste se naročili nekje na koncu meseca, ste morali plačati takrat in potem še na prvega v naslednjem mesecu. No, zdaj tega ni več tako. Če se odločite postati patron nekje na koncu meseca, recimo 30., potem boste naslednjič plačali tudi 30. v naslednjem mesecu. Če želite, pa lahko tudi brezplačno pomagate temu kanalu. Lahko všečkate ta video, komentirate spodaj, delite s svojimi prijatelji in se naročite na ta kanal. Vse to zelo pomaga temu kanalu preko YouTube-ovega algoritma. In smo pri Polkadot, kjer imamo tudi tedenski graf. Trenutno sta tukaj zelo opazna seveda te dva vrhova, ampak če na primer pogledamo tukaj malček bolj, malček bliže, bom kar tako naredil, in povežemo te dva vrhova tukaj. Pa tukaj imamo še kar očitno podporno cenovno linijo. Dobimo tudi en lep padajoči klin. Ponovno bikovski vzorec. In če ponovno izmerimo cilj tegale klina, oziroma našo tarčo, da dobimo našo tarčo, če recimo prebijemo nekje tukaj, dobimo ven tarčo na okoli $10. Ne izgleda precej, ampak glede na to, kje smo zdaj, na okoli $5, je to v bistvu 100% rast. Seveda, najprej, če se ta klin sploh izvede, najprej moramo tukaj prebiti tole odporno cenovno linijo. Vedno je treba počakati na to, nikoli se ne trguje dogajanja znotraj vzorca. Tudi volumen lepo sovpada z našim vzorcem, se vedno bolj spušča, kar mora biti tudi tako. In tukaj pri RSI izgleda, kot da imamo tako lažjo, komaj vidno bikovsko divergenco. Dna imamo na isti horizontalni liniji, medtem ko tukaj pa imamo vedno nižja dna. In stokastik RSI se tudi križa navzgor, tako da kaže dobro, bomo videli, kako se bo izteklo. To je zdaj še GoCrypto, dnevni graf, na tedenskem ta kovanec nima dovolj zgodovine, da bi lahko gledali tedenski graf, pa tudi tukaj nima ničesar očitnega. Je doživel kar ekstremen padec iz kar $40 pa vse do polovice centa, kjer smo zdaj. Še malček manj. Dajmo pogledati, če imamo tukaj še kaj. Ja, se formira kot nek padajoči klin. Pa še podporno linijo, da izrišem. Pa tudi kar precej preprodani smo, kar bi znalo napovedovati pozitiven preboj ven iz tega klina. Ja, da še izmerimo možno tarčo. To bi bilo na 32 centih. Zdaj, če se to izvede, bi bil to res dober trade.
Je pa ogromno odvisno od Bitcoina, ne? Najprej, če se bo ta vzorec sploh izvedel, in potem še to, če bomo to tarčo sploh dosegli. Samo na hitro, kot morda že veste, me je TradingView sprejel v svoj partnerski program, kar je super in na to sem tudi kar precej ponosen, da so me izbrali. Kot veste, TradingView je orodje, ki je ključnega pomena za skoraj vsakega traderja. No, to partnerstvo tudi pomeni, da če ste morda razmišljali o nakupu kateregakoli TradingView Pro paketa, lahko zdaj s tem nakupom preko linkov spodaj v pripetem komentarju in v opisu podprete tudi ta YouTube kanal. Seveda vas čaka tudi benefit v obliki dobroimetja. In sicer $10, če vzamete mesečno naročnino, ali $30, če vzamete letno. To dobroimetje pridobite po opravljenem nakupu v obliki TradingView kovancev, ki jih lahko porabite za nagrajevanje ostalih uporabnikov za njihove tehnične analize, ali pa pri naslednjem nakupu Pro paketa in ga dobite pač za toliko ceneje. Ampak pozor, to velja le za novo registrirane račune. Če ste morda že registrirani, potem to ne bo delovalo. Če o čemerkoli niste prepričani, se pred nakupom raje obrnite name ali pa na TradingView support. Hvala vam, povezave so spodaj v opisu in pripetem komentarju, zdaj pa naprej na video. In še zadnji kovanec, teta. Tukaj smo nazaj na tedenskem grafu. Tukaj, če približamo, imamo situacijo nekako še kar podobno prejšnjemu kovancu. Tukaj imamo tle padanje in tukaj se očitno formira padajoči klin. Torej, odporna cenovna linija, ki povezuje te dva vrhova tukaj, in pa podporna cenovna linija tukaj. Imamo tudi padajoči volumen, kar je super. Mislim, da imamo tukaj tudi neko lažjo, imamo še kar bikovsko divergenco, ko imamo tle nižja dna, tukaj pa so višja dna. Trenutno sicer stokastika RSI kaže momentum navzdol, ampak če se ta vzorec izvrši, če ga pravilno prebijemo, če prebijemo tole odporno cenovno linijo, dokot lahko dosežemo. Zapomnite si, to so samo približki. Kripto je sploh nad vse volatilen in eksploziven. Ok, recimo, da imamo preboj tukaj in dobimo ven skoraj da $2. Glede na to, kjer smo zdaj, bi bila to več kot 100% rast. Ampak najprej moramo počakati na preboj tukaj. Ne splača se hiteti, vse se lahko še obrne po slabem. Naj se še enkrat zahvalim vsem patronom, ki svojimi prispevki podpirajo ta kanal. Če želite morda postati eden izmed njih, so linki spodaj v opisu in pripetem komentarju. V zameno za to dobite dostop do dodatnih vsebin, na prvi stopnji dostop do mojega dnevnika tehničnih analiz, kjer ne spremljamo samo kriptotrga, ampak tudi delniški in ostale trge. Pri stopnji višje pa dobite dostop že do predogleda posebnih videov, kot so na primer tutoriali. Ogledate si jih namreč lahko 2 tedna pred ostalimi na YouTubu in brez reklam. In zdaj je še ta stopnja nadgrajena z videotehničnimi analizami, kjer spremljamo kriptotrg in ostale trge v manjših časovnih intervalih. To so 4-urni, 1-urni in še manjši. Tako da tukaj boste lahko res sproti dobili občutek, kaj spremljam. Hvala vam tudi, da ste si video ogledali do konca. Dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Vesel bom tudi delitev videa z vašimi prijatelji, če mislite, da bodo te informacije prav prišle tudi njim. Se strinjate s temi analizami? Sem morda kaj spregledal? Ste morda vi kaj drugega opazili? Kar komentirajte spodaj pod komentarji in z veseljem bom podebatiral z vami.
Pustite mi tudi komentar za vaš priljubljeni kriptokovanec in morda ga bo žreb določil, da bo prav vaš kovanec obravnavan v naslednjem videu. Tako da ne pozabite komentirati, večkrat kot bo omenjen, več možnosti ima. Naprej v naslednjem videu bomo še vedno obravnavali razburkano stanje v kriptotrgu, zato se tega videa ne bo splačalo zamuditi. Tega pa ne zamudite, je najboljše, da se naročite na ta kanal in nastavite obveščanje. Tako vas bo YouTube o novem videoposnetku takoj obvestil. Jaz vas na tem mestu še pozdravljam, želim vam lep dan še naprej, imejte se fajn in se vidimo kmalu.